Vabim Marka Peterlina z Inštituta za politike prostora, da predstavi področje trajnostnega urejanja prostora. Hvala. Dela. Evo. Torej se bom osredotočil na skupnostne prakse na področju urejanja prostora. Urejanje prostora v tem kontekstu je seveda precej širok pojem. Ko tukaj govorimo o nekem trajnostnem urejanju prostora, se pravi o nekem trajnostnem načinu za človekovo delovanje v prostoru na splošno, se pravi v tem trirazsežnem prostoru, v katerem živimo na tem planetu. Torej, kaj so skupnostne prakse v urejanju prostora, bo ena od vprašanj. Pomen skupnostnih praks za urejanje prostora in tretja pomembna točka, kakšna je zveza med skupnostnimi praksami in javnimi politikami. Zdaj, glede na to, da je pojem in pojav ali pa recimo koncept razmeroma nov, ni neke uveljavljene definicije za to, o čemer danes govorimo. Recimo v mednarodni, tej poljudni literaturi se uporabljajo različni pojmi, kot je do-it-yourself urbanizem, tactical urbanizem, hands-on urbanizem. Povezana sta tudi pojma transition towns ali pa sharing cities s temi praksami, ki smo jih nekako evidentirali kot skupnostne prakse na področju urejanja prostora. Neka delovna definicija, ki smo si jo v uredniški ekipi te publikacije in spletne strani Prostori sodelovanja, v okviru katere smo ta pojem obravnavali, ki smo si jo skratka skozi več sestankov oblikovali, je to, da gre za neke samoorganizirane pobude, ki imajo pa pomembne posledice za produkcijo prostora. In dva ključna kriterija sta pri tem pomembna. Eden je, da pač pobuda prihaja od spodaj, skratka od strani uporabnikov in neformalno povezanih posameznikov neke prakse. Še bolj pomembna je pa to, da gre za neko skupno ali skupinsko, se pravi skupnostno tudi upravljanje te prostora in te prakse. Skratka, upravljanje strani uporabnikov. Ključna je vloga lokalnih prebivalcev, lokalnega gospodarstva in tudi seveda nevladnih organizacij in neformalnih pobud. Na 7 tem smo razdelili te prakse, ki smo jih obravnavali v tem okviru. Ena je skupnostna prenova javnega in skupnega prostora, začasna raba prostora, kot ena taka zelo, bi rekel, pomembna tema v zadnjem času, urbano vrtičkarstvo, ki je pravzaprav ima svojo renesanso doživljal v zadnjih letih, čeprav je vedno prisotno bilo. Neki novi, bi rekel, pojmi, kot so sodelo, se pravi coworking, somobilnost, se pravi neka skupna mobilnost, menjalne ekonomije, skupnostne menjalne ekonomije kot neka oblika lokalne ekonomije in pa stanovanjske skupnosti. Jaz bom zdaj naredil en čist kratek prelet teh praks, ki smo jih nekako evidentirali v teh naših prizadevanjih. Tole je en primer iz Križevniške ulice v Ljubljani, kjer so se lokalni akterji na tej ulici, zlasti, bi rekel, kulturne organizacije, ki tam delujejo, pa tudi seveda neki, bi rekel, gospodarski akterji povezali in se skušajo pač to ulico promovirati kot nekaj posebnega, kot nek ambient, kot nek prostor, kjer se pač lahko, bi rekel, okrog katere se formira skupnost in seveda tudi neke manjše intervencije, o kakršnih je tudi Alenka Korenjak v prejšnji prezentaciji govorila, s temi intervencijami poskušajo ta prostor izboljšati in narediti kakovostnejši za bivanje. Živa dvorišča iz Maribora, skupnostna prenova, res skupaj s tistimi prebivalci dvorišč v starem mestnem jedru, se pravi nekih notranjih prostorov, skozi neke kulturne prireditve največkrat, ampak tudi pač na druge načine. Pobuda se je v zadnjih letih razširila tudi v javni prostor mesta, poznana kot živo mesto. In zdajle, mislim, da se ta teden začenja letošnja izvedba tega, skratka vsakoletne prireditve.
Potem je na Ljubljani, na Novi Grbini oziroma na Grba, ta soseska, stara soseska iz 80-ih let, kjer je bil ta skupen prostor soseske skozi leta pač postal precej zanemarjen. Se je porodila ena podobna pravzaprav iniciativa, kot jo je Alenka predstavila v Savskem naselju, s tem, da pač prebivalci sami so se organizirali in ta prostor nekako urejajo in obnavljajo z lastnim delom in z lastnimi finančnimi vložki tudi. Tole je Savsko naselje, že omenjeno, ga ne bi podrobneje predstavljal, tudi z področja pač skupnostne prenove. Zdaj, tukaj imamo en primer začasne rabe gradbišča, začasne rabe prostora. Onkraj gradbišča je ta projekt verjetno najbolj znan projekt, najbolj znan primer skupnostne prakse, ki je pravzaprav res več področij pokril in je res, bi rekel, lep primer, zagnan strani kolektiva Obrat, kulturnega društva, kot je pogosto tudi tukaj primer, dostikrat so to neka kulturna društva, pravzaprav, ki se angažirajo na tem področju skupnega, kjer so skozi, bi rekel, debato, začeli so pač s pogovori s prebivalci tistega območja, kako bi neko gradbišče v samem središču mesta lahko, v kaj bi ga preuredili, da bi pravzaprav služilo širši okolici in ne bi pač ostajala neka gradbena jama, kakršnih je po mestu še veliko. In skupaj so se nekako odločili, da uredijo urbane vrtičke in zdaj ta pobuda oziroma ta projekt že šesto leto teče. In je pravzaprav res en lep primer ene regeneracije, enega že okoljsko in, bi rekel, drugače degradiranega prostora v mestu. Na temo urbanega vrtičarstva, urbanih vrtičkov, primer iz Slovenj Gradca, kjer je pravzaprav ob podpori občine, precej močni podpori občine, se pravzaprav te skupnostni vrtovi uredili po mariborskem zgledu. No, Maribor je naslednji primer, te skupnostni vrtovi, ki so bili urejeni v času te Evropske prestolnice kulture, v okviru pobude Urbane brazde. Najbolj znan sodelavni prostor v Ljubljani, Poligon. Veliko podobnih prostorov se je še po Sloveniji v zadnjih letih na tej, bi rekel, po tem zgledu skuša oblikovati. Malo je skupnostnih, ampak tale v Kamniku sodi med njih, Kickstarter, večkrat so pa to pravzaprav neki prostori, okrog katerih pogosto ni skupnosti. Mobilnost je en poseben, bi rekel, izziv za skupnostno delovanje, ampak dve najbolj znani praksi, dva tipa praks obstajata. Eno je sopotništvo oziroma carpooling po angleško, drugo je pa car sharing. Tukaj pa pravzaprav bomo šele v Sloveniji eni zadnjih v Evropi, ki bomo to prakso dobili, pa ne bo skupnostna, ampak bo pa vendarle souporaba vozil. Konec meseca se začenja car sharing v Ljubljani oziroma souporaba vozil. V Švici deluje to na drugačen način. Znana je zadruga Mobility, ki deluje že od leta 1997 in je takrat pravzaprav nastala za združitvijo dveh še 10 let starejših iniciativ oziroma zadrug, ki pač ponujata souporabo vozil in je danes, mislim, da ena največjih tovrstnih organizacij v Evropi, če ne na svetu. Zelenjava kot primer te skupnostne menjalne ekonomije, znani so tudi razni menjalni krogi. Na področju stanovanjskih skupnosti pa tudi pri nas zaenkrat v tem skupnostnem smislu še nimamo veliko prakse, čeprav je kar nekaj iniciativ že bilo. Pač stanovanjske kooperative, take ali drugačne, pa poznajo po različnih državah po svetu. Nam najbližje so pravzaprav Švica, Avstrija, Nemčija, kjer je tega veliko, ampak tudi v Združenih državah je to zelo pogosta oblika zagotavljanja pač si stanovanj med pač dostopnih stanovanj. Kaj je zdaj pomembno? Skupnostne prakse v urejanju prostora so odziv na neko
pač pomembno soblikujejo prostor, se nekako začenjajo, bi rekel, postajati mainstream in pomembno seveda soblikujejo vsakdanje življenje, kar je še posebej pomembno, povsod po svetu. Tole je en primer iz Madrida, iz Pariza, eni taki znani, pač zelo publicirani primeri. In razumemo jih pa lahko kot reakcijo na neko premalo učinkovito javno upravljanje s prostorom. Takih primerov, zakaj je do tega prihaja, pač je tudi iz Slovenije kar precej, tamle je ena porušitev enega kulturnega spomenika, tukaj je uničenje enega žepnega parka v Ljubljani, gradbišč, pravzaprav je veliko degradirana kulturna krajina. Skratka, te prakse ponujajo nek drugačen odgovor na ta izziv upravljanja s prostorom in so hkrati tudi poskus uvajanja nekih alternativnih produkcijskih, upravljalskih in ekonomskih modelov, ki se seveda v različnih delih družbe pojavljajo v zadnjih letih, kot je sodelo, kot so pač neke oblike sodelovanja uporabnikov skozi recimo četrtne zbore v Mariboru, zelenjavo smo že omenili. Kar je zelo pomembno pri teh praksah je, da omogočajo spremembe na bolje v razmeroma kratkem času in z razmeroma malo denarja. Omogočajo preverjanje in popravljanje nekih, bi rekel, pravil, ki v tem prostoru veljajo, skozi pač neke testne poskuse z majhnimi posegi, lahko vidimo, ali nekaj deluje ali ne deluje in seveda tudi popravimo pravila, predpise, ki pač ta okvir postavljajo. In seveda zaznamuje jih nek izrazito participativen pristop pri zasnovi, ker seveda bistvo njihovo je, da uporabniki sodelujejo pri njihovem, bi rekel, zasnovi in delovanju. Pomemben je tudi ta občutek v družbi, ki ga dajo, da so spremembe na bolje možne, ker pač ga dostikrat zgubimo. Večkrat se nam zgodi, ko se zgubimo v teh, bi rekel, birokratskih postopkih, da se nič ne da spremeniti, da je vse pač slabo. In tukaj pač se razmeroma hitro lahko vzpostavi eno zavedanje, da pravzaprav so spremembe možne. Spremembe, kakršne smo prej videli na eni sistemski ravni, občine recimo kot celote ali pa neke soseske, se pač vedno zgodijo v nekem mikromerilu najprej in seveda omogočajo višjo kakovost življenja. To je zelo bistveno. Da pa jih ne moramo obravnavati pa izven javnih politik, je pa tudi pomembno. Skratka, niso nadomestilo za javne politike, ampak so njihov sestavni del. Ne nadomeščajo ne nekih občinskih, ne prostorskega načrtovanja, se pravi ne občinskih politik, ne državnih. Ne morejo nadomestiti prometne politike, socialnih politik, stanovanjske politike, ampak so lahko samo sestavni del tega. Če bi bil, bi rekel, rezultat porasta skupnostnih praks to, da bi država rekla, ja, se zdaj pa nam ni nič treba narediti, saj bojo ljudje se sami zorganizirali, je v bistvu najslabše, kar smo lahko naredili z njimi. Skratka, treba je prepoznati te javne koristi, kaj so, če so v takih praksah in jih na primeren način podpreti. Se pravi, ne jih podpreti na način, da jih ne vem, javni akter prevzame, ampak da jih pravzaprav podpre tako, da pač še vedno upravljanje ostane skupnostno. Skratka, niso pa nadomestilo, ampak sestavni del javnih politik. Samo še uredniška ekipa, ki je sodelovala pri teh, bi rekel, pri tej publikaciji in spletni strani, različni področni uredniki. Tole je spletna stran, ki jo lahko pač kadarkoli obiščete. Hvala lepa. Ta čas, ko poslušamo te 4 vsebinsko intenzivne predstavitve, vas jaz tudi vabim, da kar malo poslušate z enimi dodatnimi ušesi. Kaj so ena ključna sporočila, ki jih tukaj zaznavamo? Morda za ljudi, katerim se boste vrnili nazaj potem v domače okolje, morda za kakšne odločevalce na nacionalni ravni, morda za medije, če imate kakšne kolege, ki bi morda o tem bili pripravljeni kaj napisati ali kaj posneta. Tako da ste spet vabljeni še z enim dodatnim fokusom in zdaj pa gremo že kar k drugi predstavitvi in sicer gre za trajnostno mobilnost in vabim Aljaža Plevnika z Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, da nam na kratko te potenciale oriše. Hvala. Kot rečeno, prihajam z Urbanističnega inštituta, kjer se kjer se zdaj skoraj že 20 let intenzivno ukvarjamo s trajnostno mobilnostjo
na lokalni ravni predvsem. Nekaj časa smo še delovali na regionalni, državni, zdaj se pa res smo se naša skupina fokusirali samo na lokalno raven, na občine, na podjetja, šole in podobno. Pri tej predstavitvi skupnostnih vidikov trajnostne mobilnosti bi se kar sprehodil skozi različne oblike mobilnosti in predstavil par oblik, ki imajo v bistvu tudi ta element skupnosti. Ena je praksa, ki je pred kratkim zaživela tudi v Sloveniji, pa jo poznamo že predvsem zahodne Evrope že desetletja. To je kako aktivirati otroke na poti v šolo ali vrtec, da hodijo aktivno oziroma da potujejo aktivno na lasten pogon. Peš, bus, bici vlak. Reakcija na zelo zaskrbljujoč trend, ki ga imamo v naši državi, da zdaj imamo podatke recimo za Novo mesto. Še v začetku tega tisočletja je približno tretjino otrok bilo pripeljanih z avtom ali pa z avtobusom, predvsem z avtom v šolo. Zdaj imamo od lani podatke, da je povprečje v Sloveniji 75% otrok pripeljanih. To pomeni v 15 letih, 16 letih, 15 letih imamo totalen preobrat na glavo. Hkrati pa slišimo za trende alarmantnih trendov debelosti med mladoletniki in podobno. Skratka, reakcija na to je, da poskušamo z različnimi kampanjami organizirati otroke, da prihajajo iz praviloma relativno malih ali pa ozkih šolskih okolišev na aktiven način. Upam, da je to samo prehodna praksa, da bomo začeli, kar tudi mi zdaj počnemo skozi različne prometne strategije občin, da začnemo šolske okoliše urejati tako, da ne bo več potrebno, da jih organiziramo na tak način, ampak da bodo otroci, kot so nekoč sami ali pa s prijatelji, bližnjimi, sošolci, lahko sami kadarkoli hodili v obe smeri, neorganizirano, peš ali s kolesom. Upam, da je to stvar, ki prihaja in za katero se je vredno boriti. Je pa to tudi dobro izhodišče urejanja mest, če vse šolske okoliše pokrijemo na način, da ustvarimo varno, primerno okolje za otroke, da hodijo peš in s kolesom, dobimo cela mesta, ki postanejo primerna, da se vsi na ta način gibljemo na kratke razdalje aktivno. V Sloveniji pa tudi po celi Evropi, pa vedno bolj po svetu doživljamo ta boom javnih koles, ampak ta javna kolesa so v osnovi izhajajo iz te ideje somobilnosti. Že dolgo so podjetja, šole, spodaj imamo primer Univerze v Gentu, organizirale kolesa za svoje uporabnike. Zdaj so to na nek način zavohale marketinške agencije in z tega delajo dober posel, večinoma. Tudi primer v Ljubljani je, da je to prevzela multinacionalka in v zameno za oglasne površine ponuja ta kolesa. Imamo pa primer v Velenju, kjer je občina sama z lastnimi viri, z srednjo tehnično šolo razvila svoj sistem, ki ga uspešno vodi in ga poskuša tudi prodati drugje. Tako da ta vidik ima oba pola. Je pa to velik potencial še zmeraj, tako v podjetjih, raznih ustanovah. Že leta propagiramo to idejo Genta, kjer so nekaj tisoč študentov opremili z kolesi. Predstavljati si, da v enem letu nekaj tisoč ljudi spravite na kolesa, kaj to pomeni za promet v mestu ranga Ljubljane, Maribora. Tako da tu je še velik potencial te pobude ali pa tega spodbujanja. Potem so pa še druge oblike, recimo na ravni sosesk. To je ena soseska na Dunaju, ki se počasi razvija, kjer so že preden, da se je soseska začela graditi, razmislili, katere ponudbe mobilnosti je treba pripraviti, da bodo ljudje potovali drugače kot z avtomobilom. In recimo primer javnih tovornih koles je iz tega, pa vse druge oblike, ki jih bom še potem videl, so bile pripravljene na dan, ko so se prvi ljudje preselili v to sosesko. Marko je že omenil obliko, ki že tudi na nek način tli v Sloveniji 20 let. Mi smo, mislim, da okoli leta 2000 delali majhno raziskavo za potencijale, kako razviti car sharing v javni ali pa skupnostni avtomobil v Ljubljani. In od takrat naprej je bilo veliko idej, pobud, pa kot rečeno, se šele zdaj pojavlja. Naša ugotovitev takrat je bila, pa še zmeraj na nek način velja, da car sharing ali pa skupnostni avtomobili so ena vrzel v celotni ponudbi mobilnosti, ki
ki jo mora neko mesto ponujati. In težava Slovenije je, da smo mi eno veliko hrbtenico izgubili, to je javni prevoz, ki je na državni ravni precej nekvaliteten, nezanesljiv, ne omogoča tiste kakovostne ravni mobilnosti. In eden od razlogov, poleg naše majhnosti, da se taka stvar ni prijela pri nas, je tudi to, da nimamo drugih ali pa okvirnih pogojev vzpostavljenih, da bi lahko ta sistem zaživel. Je pa, ker je danes ta tema skupnosti, ideja carsharinga se je razvila iz gospodinstev, majhnih sosesk, ki so čisto iz racionalnega razmišljanja, zakaj bi imeli en avto, vsaka družina, če ga uporabljamo mogoče enkrat, dvakrat na teden, zakaj ga ne kupimo skupaj, je ta ideja se začela razvijati. V Švici smo videli, kakšne razsežnosti ima, in tako kot pri javnih kolesih je tudi tu so multinacionalke zavohale svoj potencial in trenutno najuspešnejša oblika te ponudbe je Car2Go, za katero stoji Daimler in se zelo uspešno razvija. Začeli so v Ulmu, zdaj se pa zelo hitro širijo po celem svetu. Tole si že omenil, ena od oblik skupnih voženj carpoolinga v evropskem merilu je ena bolj uspešnih shem, ki so naši študenti zagnali, pa je zdaj uporablja, mislim, da je prijavljen, mislim, da smo imeli številko pred leti 20 000 uporabnikov. Žal ne moramo, v bistvu ljudje, ki stojijo za to platformo, ne omogočajo spremljanja, merjenja, ne dajo številko od sebe, tako da je težko reči, ampak vsekakor vsaki študent, ki ga vprašate, je uporabnik tega in mnogi dnevni migranti iz cele Slovenije to uporabljajo kot zameno prihodka. Imamo pa tudi druge oblike carpoolinga, torej če pogledate vse avtocestne privoze po Sloveniji, kjerkoli je mogoče, vidimo maso parkiranih avtomobilov, kjer se ljudje zaradi ekonomskih razlogov na teh priključkih avtocestnih spravijo skupaj v avto in dnevno migrirajo v centre za poslovanje. Že prej sem omenil to težavo, da imamo zahtevne okvirne pogoje ali pa te osnovne ponudbo mobilnosti imamo precej slabšo kot razvite evropske države, ampak tudi tu prihaja, jaz mislim, da počasi dosegamo ta pik ali pa ta vrh motorizacije. Mi smo z avtomobili ena najbolj opremljenih držav na svetu, glede na število avtomobilov na prebivalca, in počasi se razvijajo te bolj hibridne oblike javnega prevoza in počasi tudi javni prevoz dobiva nazaj to vlogo, ki bi jo morali v tej skupni mobilnosti imeti. In ko delamo te prometne strategije po mestih, nek osnovni moto zadaj je, da bi vsaj v večjih mestih dosegli tak nivo ponudbe mobilnosti, da bi ljudje tam kakovostno živeli brez avtomobila. Da doskrat slišimo brez drugega avtomobila, ampak končni cilj bi vseeno moral biti to, kar mnoga mesta v Evropi že dosegajo, da dejansko lahko kakovostno živiš brez da imaš v lasti svoj avto. In kot rečeno, ko bodo ti pogoji vzpostavljeni, bodo se tudi te oblike somobilnosti veliko močneje in kakovostnejše razvile. Seveda pa to ne gre brez naveze z prostorskim planiranjem in zdaj, ko smo ravno v procesu tega intenzivnega dela z občinami, ker v tem naslednjem letu bo 63 občin v Sloveniji dobilo prometno strategijo, in ko gledamo malo razmere zunaj najboljših, recimo Ljubljana zelo prednjači v mobilnosti, gledamo, kako je stanje po drugih občinah, je moja slika zadnje tedne precej pesimistična. V bistvu smo zelo zabredli, naša mesta so postala neverjetno avtomobilizirana, naše potovalne navade, predvsem v manjših krajih, so neverjetno vezane na avto in tudi odločitve v prostoru in prostorsko planiranje. In strokovnjaki na tem področju so postali zelo fokusirani na avtomobile, na rešitve, ki so predvsem v tej smeri. Ne bom šel v detajle te zgodbe, ker mi je že časa zmanjkalo, ampak trenutno je moja slika pesimistična, po drugi pa strani pa optimistična, ker za stroko našega profila dela ne bo zmanjkalo še desetletja. Hvala.
Naslednja je pa Renata Karba z Umanotere, ki nam bo predstavila potencial samooskrbe, prehranske samooskrbe. Ta sploh ne. Dober dan, lepo pozdravljeni. Skratka, samooskrba s hrano. Hrana je osnovna življenjska dobrina, zato je ne radi prepuščamo v roke tujcev in pa nestanovitnih mednarodnih trgov. Samooskrba s hrano so sanje vsake skupnosti, ali na lokalni ravni, ali na nacionalni ravni. Vendarle je ni enostavno doseči, kot bomo videli zdaj v nadaljevanju. Namreč samooskrba s hrano oziroma oskrba s hrano ni samo oskrba s hrano. V tem sistemu, ki je sestavljen iz dosti kompleksne verige pridelave, predelave, transporta, embalaže, skladiščenja, prodaje in porabe, nastopa zelo veliko različnih interesov in tudi ta sistem povzroča zelo mnogoplastne vplive na okolje in družbo. Spisek je dolg. Skratka, oskrba s hrano vpliva na to, kako na blaginjo družin in posameznikov seveda s tem, koliko nas hrana stane. Potem to, koliko hrane si lahko sami pridelamo, nam daje nek občutek varnosti, preskrbljenosti, suverenosti, odpornosti na zunanje pretrese. Potem seveda zelo velik vpliv na zdravje. Hrana, vedno si želimo, da bi bila hrana naše zdravilo. Pridelava hrane je velik področje, ki zaposluje zelo veliko ljudi. Na ravni Slovenije imamo na področju kmetijstva približno 83 000 polnih delovnih moči. Skratka, zelo velik zaposlovalec in zelo velik dejavnik razvoja podeželja. Potem nezanemarljiv vpliv te verige na podnebne spremembe in na to, kako je družba prilagojena nanje. Kmetijstvo je v Sloveniji v sektorjih, ki niso vključene v trgovanje z emisijami, za prometom drugi največji vir izpustov toplogrednih plinov. In stopnja, do katere je naše kmetijstvo prilagojeno na podnebne spremembe, dejansko v veliki meri opredeljuje, v kakšni meri smo kot družba prilagojeni na podnebne spremembe. Kmetijstvo je ključni dejavnik kakovosti pitne vode in pa čistosti tal. Tudi razpoložljivosti pitne vode. V svetovnem merilu kmetijstvo porabi 70% vode. Skratka, je velik porabnik. Kmetijstvo je tudi odločujoči dejavnik za biotsko in habitatno raznovrstnost. In nenazadnje odloča o tem, kako izgleda naša podeželska krajina. Skratka, interesov in vplivov je ogromno. Zato v Sloveniji na tem področju, kljub temu, da se tema vrti po političnem parketu že nekaj let zelo intenzivno, delamo zelo male napredke. Seveda nam je vse to pomembno. Pomembno nam je, da imamo zadosti hrane in da je po primernih cenah. Pomembna nam je suverenost. Ne želimo biti odvisni od Monsanta, ne želimo, da nam kupci pokupijo kmetijska zemljišča. Pomembno nam je zdravje, delovna mesta, živo in razvito podeželje, podnebne spremembe, čista pitna voda. To smatramo, da je naša pravica, neonesnažena tla, da si bodo tudi zanamci lahko pridelali hrano, tako kot si jo mi lahko zdaj. Neokrnjena biotska in habitatna raznovrstnost. Slovenija je biotska vroča točka Evrope. To želimo na vsak način
ohraniti. Privlačnost podeželske krajine. V Sloveniji 14% BDP-ja pridelamo iz turizma. In ta mozaična podoba naše podeželske krajine je eden nosilnih adutov v naši turistični ponudbi. Skratka, vse to nam je pomembno, zato se vprašamo, a lahko imamo vse to. Če si izposodim od gozdarjev, skratka, ali si lahko zagotovimo hrano sami na trajnosten, sonaraven in večnamenski način. Seveda odgovor je odvisen od vrste robnih pogojev. V Sloveniji imamo najmanj kmetijskih zemljišč na prebivalca v Evropi. Pa še od tega je 75% v območjih z omejeno uporabo. Skratka, kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane imamo malo. Količine hrane, ki si jih lahko pridelamo, so zelo omejene. Na to navežem drugo alinejo, ki govori o razmerju med tem, koliko zemlje rabimo za to, da si pridelamo skratka za živinorejo in za poljedelstvo, oziroma za meso in za živila rastlinskega izvora. In tukaj vidimo, da so razlike dramatične. V Sloveniji mi enostavno nimamo zadosti kmetijskih zemljišč, da bi se ukvarjali z živinorejo, sigurno ne v takem razmahu, kot to počnemo zdaj. In to, kar pravijo, da imamo visoko stopnjo samooskrbe z mesom, to je seveda larifari, zato ker je krma uvožena. Skratka, to ni problem, smo izvozili k sosedom. Potem sektor kmetijstva, kot sem rekla, je velik vir izpustov toplogrednih plinov, spet je tukaj živinoreja neprimerno veliko bolj problematična. Naslednja alineja, s katero se še nismo toliko veliko pozabavali v tej diskusiji, je, da v Sloveniji nastaja zelo veliko odpadne hrane. Vsakih 5 dni vsak od nas zabriše v smeti 1 kilo hrane. To so dramatični podatki. V Sloveniji raste povpraševanje po ekoloških živilih, samo 20% ekoloških živil, ki jih porabimo v Sloveniji, je iz domače pridelave, 80% jo uvozimo. Skratka, to je področje, ki ima velik tržni potencial. V Sloveniji še nismo slišali za tržne viške z ekološko pridelano hrano. Potem še eno zanimivost, s pridelavo na vrtovih Slovenci pokrijemo skoraj polovico potreb po zelenjavi in v gospodinjstvih. Skratka, Slovenci smo vrtičkarji in to učinkoviti, zelo dobro se tukaj že oskrbujemo in potenciali najbrž so še večji. O turizmu in pomenu lepe krajine oziroma mozaične krajine, podobe, sem že govorila. In zdaj se vprašamo, a lahko ob teh robnih pogojih imamo vse to. In moja teza je, da lahko, vendar samo z dogovorom v skupnosti. Namreč iz teh robnih pogojev in iz našega spiska želja izide en nabor ukrepov, ki v nekem meri naslavljajo proizvajalce. To je v tem, da se pač preusmerijo na poljedelstvo za pridelavo rastlinske hrane za ljudi in da se paša živine preusmeri na manj primerna področja, da pač nimamo prostora za pridelavo energetskih rastlin, da se preusmerimo v ekološko kmetijstvo, zato da lahko vse te okoljske vidike pridelave hrane oziroma koristi izkoristimo. Potem je tukaj združevanje kmetijskih pridelovalcev v zadruge. Ta prvi kupček se nanaša na pridelovalce. Drugi kupček in partnersko kmetijstvo prehajam na ukrepe, ki se tičejo nas potrošnikov.
Skratka, zmanjšanje porabe mesa, preprečevanje nastajanja odpadne hrane, uživanje sveže sezonske in nepredelane ekološke hrane, ki je okolju najbolj prijazna. In potem nekaj ukrepov, za katerih se moramo dogovoriti, pa tako res na ravni lokalnih skupnosti. Striktno varovanje kakovosti in količine kmetijskih zemljišč. Potem povečanje zelenih površin v mestih, s tem lahko, ki so namenjeni pridelavi hrane, s tem lahko zelo izboljšamo tole naše kritično stanje na področju količine in kakovosti kmetijskih zemljišč. In pa seveda sonaravno upravljanje z vodo, če hočemo, da je tale naša samooskrba trajnostna, ker to je ključni dejavnik prilagajanja na podnebne spremembe. Kot rečeno, na ravni države napredujemo zelo počasi. Tukaj se moramo spopadati z enim velikim sovražnikom, to je skupna kmetijska politika. Tako da, evropska mislim seveda, in sistem subvencij, ki deluje zelo v nasprotju z tem naborom, ki smo ga tukaj pripravili. Zato so toliko bolj dragocene dobre prakse, ki vznikajo v Sloveniji zelo številčno in v vseh koncih in krajih in kažejo na to, da je Slovencem hrana, zdrava hrana, lokalna hrana pomembna. V našem vodniku po skupnostnem upravljanju z življenjskimi viri, ki ga imamo objavljenega na spletni strani tega projekta, smo nanizali vrsto dobrih praks, zadrug, ki združujejo male kmete, partnerskega kmetijstva, skupnih objektov, vaško sirarno, zeleni krog, ki na improviziranih tržnicah povezuje proizvajalce in potrošnike, zelemenjavo, ki je bila že omenjena, varuhi semen, ki se zavzemajo za ohranitev genske raznovrstnosti našega semenskega materijala. Potem urbano vrtnarjenje, so bili že omenjeni skupnostni vrtički v Slovenjgradcu, skupnostni vrt onkraj gradbišča. In pa zelo pomembna dobra praksa na področju ozaveščanja in vrednot, to je program Inštituta za trajnostni razvoj Šolski ekovrtovi. Na slovenskih šolah imamo že več kot 200 ekovrtičkov, kjer se otroci učijo, kako se hrana prideluje, ker pridejo v stik z zemljo in potem razvijajo tudi en poseben oziroma drugačen odnos do tega. Takole bi rekla na koncu, da nekaj vegetarijancev ne more veliko prispevati k samooskrbi s hrano. Da veliko ljudi, ki pa je manj mesa, pa lahko naredi velik korak proti temu cilju. In da ena ekološka kmetija ne more rešiti problema biotske raznovrstnosti in čiste podtalnice. Da se zato moramo dogovoriti v skupnosti. Hvala lepa. Hvala. Začeli smo z mednarodnimi primeri z področja energetike in zdaj se spet vračamo, zaključujemo krog in vabim Mateja Praperja z Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, da predstavi področji energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Lep pozdrav tudi z moje strani. Debato vračam oziroma razmislek nazaj na področje energetike. Nov energetski zakon leta 2014 je nekako prinesel nove možnosti na področju lokalne energetike, predvsem na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. To samo po sebi ne bi nič pomenilo zakon, to se pravi, morali smo pripraviti neke podzakonske predpise in ti predpisi pravilniku metodologije izdelave lokalnega energetskega koncepta oziroma priročnika se zdaj končuje. Danes boste nekako
prvič kot javnost lahko slišali najnovejše spremembe, ki smo jih pripravili na ministrstvu. To se pravi, nove tehnologije in nove tehnološke možnosti, naprimer pametna mesta, in pri svoji delu, ko sem pregledoval te lokalne energetske koncepte lokalnih skupnosti, v desetletju sem videl, da je ogromno energetskega potencijala v Republiki Sloveniji. Vse to in zaveze Evropske skupnosti, ki govorijo o tem, da je treba ta prehod vrniti v ogljično družbo, ki so neki robni pogoji, so nekako, če vse to povežemo z inteligentnim upravljanjem, z energetskimi viri, naš cilj, neka nova paradigma trajnostnega upravljanja z energijo, družbi energetskega izobilja. In to me je tudi vodilo in nas na direktoratu kot nek duh nove zakonodaje za prihodnost, ki jo bom v nadaljevanju prikazal. Glavni poudarki tega pravilnika in priročnika, ki je, to se pravi, tik pred izdajo, so močnejše usklajevanje s prostorskimi načrti občin, samozadostnost stavb, možnost izdelave regijskega lokalnega energetskega koncepta, elektronsko poročanje o izvajanju ukrepov občin in energetski monitoring. Močnejše usklajevanje prostorskih načrtov. To se pravi, leta 2014 smo dobili zakon, ki ureja to izvajanje energetske politike, obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije skozi celoten proces prostorskega načrtovanja občin. In skozi ta proces lahko tudi država nekako izvaja svojo politiko obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Še pomembnejši člen, ki pa občine tudi zanima v prihodnosti, pa je ta 8. odstavek 29. člena, ki govori, da lahko občina z odlokom predpiše prioriteto uporabo energentov. To pa v skladu z energetsko politiko Slovenije in tudi kot spodbujanjem s temeljnimi načeli energetskega zakona govori o tem, da se na prvo mesto postavi obnovljive vire energije, na to daljinsko ogrevanje in šele na to plinovodna omrežja in tako naprej, glede na polutante. To mislim, da je ena velikih sprememb. Poleg tega ta energetski zakon tudi govori o tem, da kolikor bo ta lokalni energetski koncept občine dobro izdelan, ni potrebna več študija izvedljivosti alternativnih sistemov. Kot drugo, problematika samozadostnosti. Po 31. decembru 2018 bodo vse stavbe v javni lasti skoraj nič energijske in tudi vse ostale stavbe po 31. decembru 2020. To pa pomeni več kot polovico energije, da se bo morala zagotavljati z obnovljivimi viri energije. Vse to nas je vodilo v nov pravilnik in priročnik, ki govori o tem, to pa je sprememba tista, ki sem jo povedal v uvodu, da bo potrebno na nivoju stavbe raziskati potencial, na nivoju parcele opredeliti potenciale za uporabo sončno, geotermalno in vetrno energijo, prav tako opredeliti uporabno tehnologijo in določiti, kot sem že povedal, prioriteto uporabe energentov za takšna zaokrožena občinska prostorska načrtovanja občin. Kot drugo, ki je še večja sprememba, ker sedaj se je sililo vse, recimo stavbe oziroma nekšna zaokrožena občinska načrtovanja v nek primer plinski priklop, sedaj se uvaja samozadostnost stavb. Zunaj poselitvenih območij bojo takšne hiše lahko, če bojo nič energijske, tudi se jih ne bo sililo v obvezen priklop. In če bojo zunaj območij poselitvenih, prav tako bojo te stavbe lahko samozadostne.
možnost izdelave regijskega leka, ker so se občine so bile, bi rekel, za to študijo lek, ki je strokovna podlaga za gospodarsko in energetsko načrtovanje občine, je ta študija bila zelo draga za zdaj, ne. To smo skozi nek proces izdelovalcev znižali za večkratnik, sedaj pa prihaja tudi do interesov, da bi se občine povezovale v regije. Bo možen tak lokalni energetski koncept, katerega vsebina je prikazana tukaj na tem slajdu, in na ta način se znižajo stroški še za polovico pri tej študiji, ne. In ker tudi občine nimajo resursov, ne, da bi se vsaka občina posebej ukvarjala z tako zahtevnimi energetskimi vprašanji, je tu nekako nakazana neka nova paradigma energetske samozadostnosti tudi po regijah. Kot četrto, elektronsko poročanje za izvajanje lokalnih energetskih konceptov bo sedaj na razpolago, da bomo lahko vsi kot mediji, kot zainteresirana javnost nekako spremljali ukrepe, izvajanje ukrepov iz akcijskega plana posamezne občine in iz tega delali pametne analize. Kot zadnjo pa bi omenil eno večjih priložnosti, celovit energetski monitoring oziroma celovito energetsko upravljanje. Vsi poznamo energetsko knjigovodstvo, energetske izkaznice, inteligentne merilne sisteme, sedaj pa se uvaja celovit energetsko upravljanje, ki bo na ta način s pomočjo celovitega energetskega monitoringa brez velikih vložkov in nekakšnih tehnologij možno znižati stroške tudi za 15%. To pomeni v tem primeru gospoda župana Šentruperta, ki je rekel, da ima 1 milijon stroškov evrov na leto, 150 000 evrov, brez kakršnega koli vlaganja. Kolikor bi on pristopil na ta način upravljanja. Kot zadnje primer dobrih praks, mogoče ne bomo omenjali občine Šentrupert, ki je resnično naredila nek premik na lokalnem nivoju, in občina Ljubljana, ki je bila že v začetku nekako omenjena kot rdeča nit, namreč nagrade Zlatega kamna, da se je nekako začela ta nova paradigma mestnega razvoja za ureditev kraja, ki ni podrejena avtomobilskemu prometu, bi mogoče jaz več časa posvetil našim rojakom čez mejo, ne. Mogoče avstrijske Koroške železne kaplje, ki je pa prva energetska vzorčna neodvisna regija. Vse to, kar smo nekako danes govorili, bi združili lahko v to Koroško regijo, kjer je skoraj 100% participacija prebivalcev regije, kjer nekako prevlada lokalni interes nad strogimi okoljskimi predpisi, ki se tiče za objekte OVE, možnost, ki se je pojavila za strani bank za financiranje teh projektov, tako na daljinsko ogrevanje na biomaso, sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn, električne mobilnosti in drugih virov. In kot potem debirokratizacija postopkov pridobivanja dovoljenj. To je nekako bi lahko bil zgled samo meja, ki obstaja v naših glavah, bi rekel, pa je lahko vse drugače, ne. Kot za konec bi mogoče rekel, misel je energija in misel sledi energiji. Kot je rekel tudi Nikola Tesla, energija posameznika, ko je misli, določa gibanje planeta. Tudi na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo vloge posameznika pri uresničevanju ciljev URE in OVE, zato želimo krepiti naše sodelovanje, saj bomo le tako lahko dosegli zahtevane cilje, ki si jih bomo zadali. Hvala. Zdaj
pa za čisti zaključek tega dneva do 13. ure pa vabim Tomija Tkavca iz Fokusa Društva za sonaraven razvoj, da nam pove še nekaj orientirjev v projektu, kakor bo potekal od te točke naprej. Izvoli. Ok, še en lep pozdrav z moje strani. Prišli smo do zaključka tega osrednjega dela konference, nadaljevali bomo z delavnico za občine in lokalne skupnosti. Zdaj bi si vzel samo 5 minut, da na kratko predstavim projekt oziroma aktivnosti, ki jih bomo izvajali v sklopu projekta. Ime projekta je skupnostno upravljanje življenjskimi viri, ampak ker se nam to ni zdelo dovolj in smo hoteli še na nek drug, boljši način povedati, s čim se bomo ukvarjali, smo dodali še napis dovolj za vse. Zdaj, nekako je dvoumno vse skupaj, ampak ravno to je bilo v bistvu tega. Poudarjamo to, da se moramo pričeti zavedati, da ne moramo rasti v neko neskončnost, ker živimo na omejenem planetu. Torej moramo sami pri sebi začeti razmišljati, kdaj bomo imeli dovolj in ali že imamo dovolj mogoče, po drugi strani pa, da moramo skrbeti za vse člane naše skupnosti, torej da moramo imeti dovolj za vse, ne samo za sebe. Kar se projekta tiče, je osnovni namen nekako opolnomočiti lokalne skupnosti za prispevanje k prehodu v nizkoogljično družbo s trajnostnim upravljanjem življenjskimi viri v lokalnih okoljih, kako želimo to doseči preko neke zaveščevalne kampanje na nacionalni ravni in pa s pilotnim projektom na lokalni ravni. Pa bi lahko vsem dal bon mikrofon, ker tole malo... Evo, tale je edin, ki dela, druga dva sta pa trenutno v popravilu. Tako, da bomo bolj na komod. Torej, ključna področja, ki bi jih radi obdelali oziroma na katera se nanaša projekt, so pa nekako urejanje prostora, samooskrba s hrano, energetska učinkovitost, proizvodnja energije iz lokalnih obnovljivih virov, lokalno krožno gospodarstvo, trajnostna potrošnja, trajnostna mobilnost in še vse to, kar ste vi poudarili, med drugim lahko dodamo tudi participatorno upravljanje proračuna v občinah, ki je tudi ena izmed idej. Zdaj, kar se prve, nekako smo projekt razdelili na tri področja, 3 aktivnosti. Prva se izvaja na nacionalni ravni. V sklopu te aktivnosti bomo, oziroma smo že pripravili vodnik po konceptu skupnostnega upravljanja življenjskimi viri, ki je dostopen na spletnih straneh organizacij, ki sodelujemo v projektu. Gre nekako za nek učbenik, dokument je bil planiran, da bo dolg 20 strani, na koncu je vse skupaj se razpotegnalo na 50, tako da smo zaobjeli res tisto, kar mislimo, da je najbolj pomembno in da je vse skupaj dobilo neko širino. Pripravljamo katalog dobrih praks, ki bo vključeval 15 dobrih praks iz tujine in domačih, ki bojo obdelane nekako bolj celovito, ker približno 60 dobrih praks je na kratko predstavljenih že v tem vodniku po konceptu. Izvedba konference, to se dogaja trenutno, se trenutno tudi zaključuje ta aktivnost. Potem nadaljevali bomo seveda s promocijo samega koncepta. Še en mikrofon se oglaša. In pa izbrali bomo lokalno skupnost oziroma občino za pripravo projektov lokalnega upravljanja življenjskimi viri. Rok za prijavo občin je 1. julij in to se direktno, neposredno navezuje na drugo aktivnost projekta, ki pa je izvajanje pilotnega projekta v izbrani občini. Ta aktivnost vključuje analizo stanja na nacionalni ravni, torej pregled pravnih, administrativnih zmožnosti, tudi finančnih, pregled vseh ovir na teh področjih, potem gremo na občinsko raven, torej lokalno, pregled in ocena stanja in virov v izbrani občini. Nadaljujemo z oblikovanjem projektnih predlogov, ampak to so aktivnosti, ki jih ne bomo izvajali sami. Te aktivnosti bomo izvajali v sodelovanju z izbrano občino in z lokalnimi akterji v tej občini, ki so pripravljeni participirati oziroma sodelovati pri tem projektu. Sledi priprava 3 projektov do izvedbe, torej na teh področjih, ki sem jih prej izpostavil, bomo skupaj participatorno seveda z akterji na občinski ravni izbrali tista 3 področja, ki se njim zdijo najzanimivejša, najbolj pomembna oziroma kjer vidijo, da je največji potencial in na 3 področjih pripravili neke projekte do faze izvedbe, torej do tiste faze, ko so potrebne samo še finance, da se izvede ta projekt v realnosti. Seveda upamo, da bomo
skozi projekt prišli tudi do tega, da se bojo našle neke finance za izvedbo samih projektov. V nasprotnem primeru bomo pa ostali s 3 zelo dobrimi projektnimi idejami oziroma načrti že. V sklopu teh aktivnosti bomo tudi seveda usposobili lokalnega koordinatorja, to bo eden izmed članov ali občine ali teh lokalnih akterjev, ki bo seveda pripravljen sodelovati pri tem in pa predstavili bomo izbrane rešitve javnosti. Torej, prva aktivnost je na nacionalni ravni, druga aktivnost je na občinski ravni, zdaj s tretjo aktivnostjo gremo pa spet na nacionalno raven, torej tisto, kar se bomo naučili z delom na lokalnem nivoju, bomo potem predstavili tudi na nacionalni ravni v obliki priročnika za skupnostne projekte iz teh 3 področji, ki jih bomo izvedli kot pilotne projekte in seveda promovirali bomo priročnike po vseh možnih kanalih in pa pripravili priporočila za izboljšanje predpisov in njihovo izvajanje na nacionalni ravni, ki bojo potem predstavljena tudi odločevalcem. Zdaj, katere organizacije se s tem ukvarjamo? Inštitut za politike prostora, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, PIC, Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj in pa Fokus društvo za sonaraven razvoj, ki smo tudi vodje projekta. Projekt je pa financiran iz Sklada za podnebne spremembe Ministrstva za okolje in prostor in s tem bi zaključil tole svojo kratko predstavitev projekta. Se vam lepo zahvalil za udeležbo, za vse prispevke in ideje, sporočila, ki nam bodo prišli zelo prav. Torej, hvala lepa.